še jaz dve zahvale, pa bom kratek, ker nimaš time. Prvič, patru Primožu in vsem njegovim sodelavcem, gotovo za to, za kar ste se mu zahvalili vi. Sam bi se mu pa rad še bolj zahvalil njemu in vsem patrom jezuitom tukaj, zato da molijo za vas. Nam imponira to, kar vidimo, in hvala Bogu za vse to. Ampak globina se pa dogaja drugje, tam v nevidnem, tam v njihovem ostajanju pred Gospodom Bogom, ker mu pripovedujejo, kdo ste, kako živite. Tam v tem pogovoru duhovnika z Bogom o njegovem ljudstvu. In zato se vam zahvaljujem, tebi Primož in vsem tvojim sodelavcem, da ste duhovniki med temi ljudmi. In vam pa seveda, da sodelujete z njimi. Samo tam, kjer prihaja do medsebojnega sodelovanja, lahko nastajajo tako lepe stvari, tudi tako žive in osrečujoče stvari, kot jih doživljate vi. Hvala torej enim in drugim. Potem zahvala tistim, zaradi katerih smo danes tukaj. In bi bilo zelo zanimivo, če bi zdaj rekli, kdo to je. Vam, mame in očetje. Vam. Brez vas ne bi bilo nobene fešte danes. In je prav zanimivo, skoraj simptomatično, to starševsko stopanje v ozadje. Moram reči, da na redko kateri Birmi se Birmanci zahvalijo staršem, da so jih sprejeli. Tam je začetek današnjega praznovanja. Ko ste vi Božji ponudbi rekli, Gospod, če ti hočeš, hočem tudi jaz. Če ti hočeš, da sem mama, sprejemam materinstvo. Če ti hočeš, da sem oče, sprejemam očetovstvo. In hvala vam za to odločitev. Takrat, ko ste sprejeli Božjo ponudbo, kadarkoli namreč mi sprejemamo Božjo ponudbo, stopimo na pot praznovanja, čeprav se lahko v prvem hipu zdi strašno težka. Strašno težka. In bi jo odložili z veseljem. Če jo sprejmemo, praznujemo, če jo zavrnemo, žalujemo. Hvala vam, mame in očetje, za vaš da Božji volji. Hvala vam. In vi, Birmanci, zadnjič na srečanju, tudi danes, sem bil presenečen, koliko talentov imate, darov. In vem, da bo teh darov še veliko, se jih bo pokazalo, vsi se bodo razvijali, znanje boste pridobivali, spretnosti boste razvijali. In zato, da bo Gospod nekega dne rekel, ti mladi človek, jaz te potrebujem. Pa ne se bati. Ne se bati, da zdaj pravim, da bomo šli pa vsi v samostan ali v remenat. Ne. Jaz te potrebujem, da z menoj sodeluješ pri skrbi za ta svet. In sem prepričan, da vas bo večino Bog povabil v družino, da se poročite, da imate otroke. Se zdi še daleč? Ma, ni tako daleč. Takrat, ko začutiš ta klic, takrat se z veseljem poroči. Ne cincaj. Danes je cincanje tako mačkan moderno. In pa je življenje tako kot novembrski dan, ko ne veš, a bo kdaj sonce, a bo zmeri megla pa mrak. Z veseljem se poročite. In z veseljem imejte otroke. Če je mogoče, zakaj? Zato, ker je lepo biti mama. Vprašajte svoje mame. Ker je lepo biti oče. Svoje očete vprašajte. Čeprav vem, da bi šli večkrat iz kože. Ampak je pa to lepo. Z veseljem se poročite, z veseljem imejte otroke. In ker Gospod poskrbi tudi zase, za oltar, sem jaz prepričan, da boste vsaj štirje v nekem trenutku zaslišali njegovo vabilo.
morda precej jasno, morda komaj zaznavno, njegovo povabilo. In takrat bo groza in strah. Še bolj se ustrašili vaši starši, če boste to povedali. Vam naročam, ne samo da naročam, Bogu povej v teh trenutkih, kako razmišljaš, kako si načrtoval, česa se morda bojiš. Povej mu vse, tako kot mi je povedala Marija. Povej. Ampak, če bo vztrajal, potem mu ne reci ne. Povej mu pomisleke, ne pa ne reci, da ne stopiš na pot žalovanja. Ker je, veste, lepo biti duhovnik, vam povem iz svoje izkušnje, in lepo biti redovnik, tudi to povem iz svoje izkušnje. Čeprav je tudi tu kdaj zaiti iz kože, ampak je pa neizmerno lepo. Zato, ko Gospod pokliče v eno ali drugo, katerikoli stan, z veseljem se odzovi, da boš deležen veselja v svojem življenju, praznika. Zato bomo zdaj prosili za blagoslov. Najprej za blagoslov vsega tega, kar je Gospod posejal po naših srcih. Iste besede, pa različna semena. Ker Bog gleda na srce, ne na množico, na srce. Naj ta setev zraste. Potem bomo prosili blagoslova za vaš popoldan, da bi vam bilo lepo, da bi bila bližina blagoslovljena, da bi bila ta dobrohotnost drug do drugega blagoslovljena, da bi bila naklonjenost blagoslovljena, da bi bile družinske vezi blagoslovljene. In potem seveda tudi tisti potrebni blagoslov takrat, ko bomo zaslišali njegovo voljo, da bomo rekli, Gospod, če ti tako hočeš, sem tudi jaz za.